Jaz vam bom rekel samo dober večer, dobri ljudje. In mi bomo, mislim, da bomo tole predavanje mogoče kdaj še podaljšali ali še kdaj na novo naredili, ne, ker se mi zdi, da je to ena takšna zadeva, ki nas vse globoko zadeva. Ne, sicer, ko govorimo mi o telesu in molitvi, potem vemo par stvari v življenju, ki so tako globoko svete in sakralne, temu rečemo, ne, ki so nezamenljive. Namreč človeško telo je nekaj najbolj svetega. Apostol Pavel pravi, to velikokrat slišite, da je svetišče svetega duha, kar pomeni po naše zelo preprosto, da telo pove vse, kar se nam dogaja. In nocoj bomo skušali se mi malo posvetiti bolečini in molitvi. Kaj je z bolečino in kaj je z molitvijo pri našem telesu. Če gremo nazaj k telesu, telo je nekaj, kar je instrument, ki sporoča o vse, kar se dogaja. A si ljubljen, hoten, želen, a si odveč, ali tvoje telo je shramba, kjer so najgloblje čutenje, kjer se počutiš, da ljudje imajo radi, da te radi objamejo, da te radi si želijo biti ob tebi, si želijo tvoje govorice. Jim je lepo, kadar jim spregovoriš, si želijo tvoje družbe, ali pa si odveč, preveč, da jim je fajn, ko te ni, da te pogrešajo, ne pogrešajo. Torej, telo vedno sporoča, kdo si ti, ko vstopiš, na kakšen način vstopaš v ta svet. In kako mi zdaj vstopamo drug v drugega. To ne gre samo za spolnost, ker celo Bog vstopi v nas, ampak gre velikokrat za to, kako mi v svoj čutenjski svet vstopamo, kako vstopamo na plesišče, kako vstopamo v pozdrav drug drugemu, kako se rokujemo, objamemo, pozdravimo, kaj naredi to telo meni, ko vstopim v stik z drugim, in kaj vi naredite meni, ko vstopite. Ne? In to se poraja seveda v telesu tudi najgloblje čutenje zaljubljenosti, ljubezni, hotenje, želenje, kot smo že prej rekli. Ne? In kam zdaj to vse gre v naš najgloblji intimen svet. Ki se ga pa mi naučimo, tle imate enega dojenčka, upam, da vidite to na PowerPointu. Ta dojenček, ki se rodil na ta svet, on samo pije, kdo si, kaj je to njegovo okolje, kdo je ta Bog, ki vstopa v njega, kako mu mi to božansko lepoto vračamo, na kakšen način to Božjo podobo, ker vemo, da smo stvari Božje podobe in sličnosti, spoštujemo, cenimo, ljubimo. Koliko tega otroka objamemo, koliko tega otroka zmoremo pritisniti k sebi, mu reči, da je dobrodošel v tem svetu ali pa ni dobrodošel, koliko ta otrok zaživi že na samem začetku, da nam je predmet, da nam je najbolj lep, da je milostljiv, da si ga želimo, da je nekdo, ki je dobrodošel v naš svet, da je nekdo, ki ga želimo srečati v našem svetu, da ga bomo podprli, da bomo odkrili najlepše, najboljše, da ga bomo spremljali, da bo šel skozi življenje. In tukaj imate vi eno pod akči, imate v domu starejših občanov, rad bi vam samo delil eno kratko zgodbo, nekaj mi je povedala ena bivša učenka, bom rekel, od Veruka, zdaj že malo starejša dama, ne, pa rekla, da vam lahko to povem, kako ona nikoli ni imela zares stika s svojo mamo. Vedno sta si bile tako malo na nasprotnih straneh, ne, ker pač ta mami ni zmogla priti do tega otroka. Včasih mame čutijo že v svojem telesu, da se bo rodil nekdo, ki ne bodo imela stika z njim. To je tako pošastno in tako krivično in do mame in do otroka. Nočemo nikoga tle kriviti, rad bi vam to predstavil, kaj to pomeni. Ne. In ko se je ta otrok rodil, je ta otrok rastel, nikoli niste dobili res pravega stika. Potem pa ta mati zbolela, imela eno nevrološko bolezen in pozneje seveda še lahko Alzheimer in je odšla v bolnico, sicer tam še prepoznavala vse in pravi ta dama, odrasla hčerka, ko jo je začela umivati, ko je začutila njeno telo, šele takrat sta dobile prvi stik, prav zazjokati, ne. In solze teče, da dobiš stik z nekom, ki te je rodil, ki je tako močan v tebi, ki je vir tvojega življenja, ki je vir vseh tvojih najglobljih čutenj. Tam se naučiš, kako je biti ljubljen, tam se naučiš, kaj pomeni, da si želen, tam se
prvič naučiš tudi, kaj to pomeni, da se nekdo zanima zate, da si za nekoga res zanimiv. In če tega nimamo, v tem življenju se bojimo vseh odnosov, bomo videli že v naslednjem primeru. Ampak tale primer, ki je tako globok, da preko umivanja, preko tega stika, da ta mami zdaj se dovoli, se odpre teh hčerki ravno preko tega telesnega stika, je tisto, kar je najmočnejše. Pravi ta dama, zdaj dobila sem mamo. Prvič v življenju sem začutila, da imam res mamo, pri svojih 40-ih. Dobila sem mamo in začutila sem jo in vem, da jo imam. To je telo in tam je Bog. In jaz sem spraševal, kako je ona lahko to kar odpustila svoje mami. Pravi, veš, jaz sem vsak dan molila za to mojo mamo, pa ne za njo kot tako, ampak da bi jaz zmogla priti do nje, da bi lahko odpustila, da bi sebi odpustila v sebi, da je nikoli nisem imela. Ne? Da bi sebi znala dati dovoljenje, da ta mama nikoli ni bila sposobna vstopiti v moj svet, ne? Prodreti po najgloblje intimo, prodreti v moj čustveni svet. In takoj, ko sem jaz to dovolila, ko sem to izvolila, sem se lahko dotaknila najprej roke, potem obraza, potem začela umivati po celem telesu in danes imam mamo. Kaj telo naredi? Tle pod B imate vi sin, katerega mama je bila poporodno depresivna. In ta gospod meni pripoveduje, da je v odrasli dobi star svojih 25-26 let in da ne ve, kaj je to zaljubljenost. Da nikoli ni bil zaljubljen. In, dragi moji ljudje, tega imamo danes preveč v tem svetu. Mi gledamo tele mlade ljudi, ki hodijo okrog po ulicah, ki se smejajo drug drugemu, se držijo za roke, se objame, se izkazujejo ta najgloblje čutenja, sreče, naklonjenosti, ljubezni, hrepenenja. To je v bistvu včasih tako strahovito ranljivo. In mi imamo čedalje več teh otrok danes, jaz jih srečujem, teh fantov mladih, ki so tam v 20-ih, ki pravijo, da ne vedo, kaj je to zaljubljenost. Ki vprašam, si bil še kdaj zavrnjen od kakšnega dekleta, a veš, kaj to pomeni biti zavrnjen in da se moraš boriti za princesko svojega življenja, da moraš nekaj narediti v življenju, da bo lahko ona vstopila v tvoj svet in on reče, da tega ne ve, da tega ne pozna. In tale fant, ki je to tudi ni vedel, ker sta se ona dva ravno teh najbolj krutih trenutkih življenja, krutih zaradi tega, če ta mame ni, če je poporodna depresija, pomeni, da se ta mame ni zmogla sklanjati temu otroku, ga ni zmogla objeti, ga ni zmogla stisniti k sebi, ker to so te vibracije, te senzacije, bomo rekli ta senzorični živčni sistem, ki se takrat vzpostavi v prvih mesecih življenja, prvih tednih in je zgrajen na osnovi odnosov, več je teh objemov, več je teh poljubov, več je teh bližin z telesom mame, očeta, ljudi, ki ga imajo radi, bolj se ta otrok uči te senzitivnosti, bližine, bolj lahko preizkusi, kaj je varno, kaj ni varno, kaj je ljubeče, kaj je lepo in tega ta fant ni imel. In zdaj v odrasli dobi, ko se mu je katerakoli punca približala, enostavno zamrzno. Torej, dokler ni v terapevtski sobi, on mi je dovolil, da to vam povem, sedela njegova mama, da so se počasi začela približevati drug drugemu, najprej na stolih, samo da ste se gledala, ker je on to dovolil, da ga je ta mami zdaj odraslega fanta pri njegovih 20-ih prijela za roko in objela na materinski način, on ni zmogel iti naprej, ne. Upam, da bo danes, da bo kmalu srečno poročen. Ja? Dobro, to so tele zgodbe, nekaj jih mi poznamo, ne? Rad bi šel samo malo naprej. Kaj pomeni, če smo mi v tele zgodni dobi zanemarjeni, ne? In v zgodni dobi, da ne zmoremo doživeti tega najbolj osnovnega sočutja, da smo zanemarjeni otroci. Ne? Zanemarjenost in pa zlorabe in to, kar mi danes zelo močno poznamo, so vir
stalnih utrujenosti, razbolelih teles, migren, torej teh glavobolov strahovitih, ki jim rečemo migrene, želodčnih in črevesnih bolečin in vsega tega. Vam bom skušal malo povedati, kaj zdaj to pomeni. O čem zdaj mi to govorimo? Kaj bi to res lahko bilo, ne? Kaj je tisto, kar naredi, se opravičujem, kaj je tisto, kar naredi te ljudi tako straumirane? Nazaj k onemu fantu. Tudi tam smo molili, ta mami se je naučila moliti, da je svojo poporodno depresijo razdelala, ne? Tam smo se naučili moliti, da smo si odpustili, da smo zvedeli, da sta oba globoko ranjena, da ni zdaj tle mami kriva, da ta otrok pač ne more doživeti tega najboljšega, najbolj veličastvenega. Naučili smo se, da se obema zgodila totalna krivica in takrat, če ko prideš do tega, da veš, da je krivica se zgodila na obeh straneh, tako mami, ki ni mogla tega otroka sprejeti, ne, tako otroku, da ni bil sprejet tako dolgo, mi ne moramo naprej, ne. Tu smo pri zanemarjenosti, kot že vidite na PowerPointu. Kaj je ta zanemarjenost, ne? Zanemarjenost pomeni, da so ti otroci doživeli v življenju, da niso bili nikomor zares mar. Tam na samem začetku, da niso nikomor bili mar. Ali pa da so živeli kakšne travme, kakšne zlorabe. Travma ne pomeni samo, da so zdaj otroci spolno, fizično, ne vem kako zlorabljeni. Lahko tudi živijo v družini, kjer je stalna stiska, kjer starši nikoli niso zmogli razrešiti svojih lastnih bolečin, kjer starši niso zmogli razrešiti svojih lastnih zamir do svojih lastnih staršev ali sosedov, ali kakšne vojne so tam, ali kakšne težke situacije so tam, ali kakšne sramotne dogodke predelujejo. In otroci bodo zdaj začeli, ali pa tudi odrasli ljudje, ki pridejo zdaj k zdravniku, da če začnemo o teh bolečinah govoriti, bolečina je vedno znamenje, da se v telesu nekaj dogaja. Ljudje, ki so recimo stalno utrujeni, nenehno so utrujeni, pa sploh ne vejo česa. Ne vedo, česa so utrujeni, samo utrujeni so, ne morejo, veliko spijo in še zmeraj so utrujeni. In bomo rekli, dobro, pa kaj so ti ljudje res zdaj tako globoko toliko delajo, da so tako utrujeni? Ne, to je prvi znak, da se v telesu nekaj začelo dogajati, da je telo začelo sporočati, da telo sporoča, upam, da me razumete, telo sporoča, da se v njem nekaj dogaja, kar je preveč za to našo človeško psiho, našo človeško duhovnost. Da smo mi tako globoko utrujeni. Takrat seveda veliko lahko spimo, ampak tudi to nam ne pomaga. Boli nas celo telo, velikokrat, ne? In to telo govori o razbolelosti, vse mogoče, danes bomo velikokrat o tem slišali, ne? Bolijo različni deli telesa, recimo boli glava, boli vrat, boli prsni koš, boli križ, boli hrbet, boli želodec, stiska v prsih, bolijo noge. In ljudje grejo zdravniku in tam jih ugotovijo, da se jim v bistvu ni nič posebnega zgodilo in da se jim nič posebnega ne dogaja, jih pa vse boli in so vsi razboleli in enostavno ne vedo, kaj z njimi je. In hodijo od enega zdravnika do drugega zdravnika. Želodec, ki tle in črevesje, do tele gastroskopije gre na slikanje želodca, gre na slikanje črevesja, gre na slikanje glave. Vse povsod in nikjer ne gotovijo nobene prave stvari. Danes zdravstvo že veliko ve, ne, da niso samo te organske bolečine tiste, da ni samo nekaj poškodovanega v našem telesu, ampak da so te naše globoke usedline, ki tam ostajajo, ki so duhovne, psihične, čustvene, ne, ki se usedajo v nas. Kaj lahko tle zdaj molitev naredi? To je naš cilj, da se danes malo zmenimo, ne? Kot je telo so razbolelo, kaj lahko takrat molitev naredi? Ja, molitev te notranje umiri. Molitev ni zdaj samo to, da častiš Boga, seveda vsako molitvijo častiš Boga, ko z njim pač postaviš odnos, ampak na kakšen način lahko ti ljudje molijo? Če bomo imeli zelo konkretni, danes se ne bi želeli, da smo res do kraja konkretni, ljudje molijo rožni venec in jih to umiri. Te jagode, ki jih prebirajo in zraven, ko molijo Zdrave Marije in Oče naše in čas bodi ali slavo očetu, jih notranje začne umirjati, če se oni res poglobijo v to molitev.
Ene zelo umiri to, da molijo sam, recimo. Ene ljudi pa, ki so zelo globoko tudi duhovni, ne, pa imajo več časa, pa so mogoče bolj razboleli, tudi torej, zelo odvisno od vsakega posameznika, kako moli. Študente veliko sprašujem, kako oni molijo, je pa, da zelo se skoncentrira na tisti del svojega telesa, ki ga najbolj boli, in da začne to izročati. Recimo, da izroča križ. Reče, križ me danes strašno boli, bolijo me vsi deli telesa, ves križ, vse je razbolelo, dragi Bog, lahko pošlješ en blagoslov vse to, lahko daš to maziljenje, da to velikokrat pomaga pri ljudeh, ki so bolniki, ne, da mazilimo res tiste dele telesa, ne, da jim damo tem ljudem eno moč, ker to je Božje. To je nekaj, kar bomo pozneje veliko razumeli več, kaj se tam dogaja v vseh teh delih telesa. To ni zdaj samo neko zlo, ki se je pojavilo v nas, ampak gre za zasedenost našega celotnega sistema, celega telesa, cel možganski sistem in cel naš duševni sistem je zaseden, naša duša je razbolela in boli. In takrat, kadar je duša razbolela ali psiha razbolela, srce razbolela zaradi kakšnih razočaranj ali pa neuresničenih želja ali pa neuresničenih prošenj ali pa neuslišanih hrepenenj ali želja, ki jih imamo, ali pa odnosov, v katerih bi naj doživeli stvari, ki bi bile lepe, nam telo bo odreagiralo najprej z veliko utrujenostjo. Recimo zakonci, ki so v velikih konfliktih, so lahko stalno utrujeni. Ne? To ženo bo bolelo telo v vseh mogočih načinih. Ne? Migrene so velikokrat le prenosi iz prejšnjih generacij, ki je ta stiska in napetost v možganih, ki gre iz otroštva ven, že lahko zdaj odrasel moški, ki je bil s traumiran svojega lastnega očeta, recimo pretepen, bo zdaj doživljal te migrene, ker se bo nenehno ta grozovita napetost v njegovih možganih pojavljala. Želodec velikokrat boli zaradi stresnih situacij in so črevesje boli zaradi stresnih situacij, v katerih smo. In želodec in črevesje, veste, da so to drugi možgani, in kadar črevesje začne boleti, kaj lahko takrat narediš? Lahko moliš takrat? Kako pa moliš v teh stiskah? Ja, začneš, res greš v cerkev, se usedeš tam v klop, sem zelo konkretno z vami, ne? In rečeš, dragi Bog, poglej, vso moje telo sem ti prinesel pred tvoj oltar, vse me boli, vse je razbolelo. Lahko rešiš teh stresnih situacij, lahko ti vstopiš v moj svet. Tukaj sem popolnoma nemočen, enostavno ne zmorem več, ne vidim prihodnosti, ničesar ne vidim. Samo ti si tisti, ki lahko vstopiš v moj svet in mi daš milost novih začetkov. Samo ti mi lahko daš novo upanje. Tebi izročam vse to. Upam, da se više z mano, ki jaz vam tle molim. Ne? Ker drugače smo mi res tako prepuščeni samim sebi, ker kadar mi nehamo odnose, nehamo moliti, potem smo absolutno samo še sami. Če gremo naprej, imamo tukaj izgorelost. Kaj je s to izgorelostjo? Izgorelost je tudi eden izmed teh tipičnih znakov, ki so tudi zelo močno telesni. Ljudje mislimo, ne, da izgorelost nastane takrat, kadar ljudje preveč delajo. Ne. Sploh ni res. Ne. Izgorelost nikoli ne nastane zaradi preveč dela. Ne. Upam, da me to razumete danes. Ne. Ampak izgorelost nastane zaradi tistega, kar ti v to delo polagaš. Noben, ki je deloholik, noben deloholik ne izgori na delovnem mestu, ampak izgorijo pa tisti, ki so pod njim. Tega pa je ogromno in če dalje, to je ena moderna bolezen, ki mi imenujemo izgorelost, in iz česa nastane ta izgorelost. Čista telesne senzacije se tukaj pojavijo. Najprej je perfekcionizem. To so ljudje, ki hočejo narediti stvari na najbolj perfekten, pravilen, do kraja dodelen način. Recimo so v odnosih, kjer živijo
službenih mestih, ne, hoče biti tam ljubljeni, hoteni, želeni in na perfekten način, tem, ko delajo najboljše možno in največ in so strašno marljivi, ne, bodo hoteli dobiti priznanje za svojo osebno rast. Jaz sem vreden toliko, kot delam. Vreden sem toliko, kot me pohvalijo. To je še ugajanje zraven, ne. Vreden sem toliko, kot prihajajo ljudje k meni in me pohvalijo in da sem dober. Vreden sem toliko perfektno, da ostijo kakšno delo, če ni do kraja dodelano, če ni čisto perfektno, ne. In če tam kakšna pomota, se ti ljudje, če se zmotijo, naredijo kaj narobe, se ti ljudje do kraja zmrcvarijo s samokritiko in samoobtožbami. Evo, to je tipičen odraz prve stopnje izgorelosti, ne, kjer se ljudje na delovnih mestih začnejo mrcvariti ali pa jih drugi mrcvarijo in drugi ponižujejo. Torej mobbing poznamo, ne, torej na delovnem mestu, ne, ko rečemo, da tam skanjajo prave zločinske pritiske na te ljudi, ne, in jih dobesedno krivično prisiljujejo karkoli, ne, da ne moreš več tam delovati perfektno na način, kot bi rad, ali pa sploh, če že ti ta šef pride in reče, in to je narobe, in ono je narobe, samo išče napake in vse posod najde to, in zdaj, če si ti tako zelo perfekcionistično usmerjen, jasno, da se začneš kriviti, in to se zelo pozna zdaj na telesu, da postaješ čedalje bolj utrujen in čedalje bolj brez energije in čedalje bolj razbolel v sebi, ne, ker so ti ljudje tudi marljivi, seveda gredo preko sebe in delajo nadure in so, če hočeš kakšnega človeka, ki bo nadure delal, gotovo ne bo delal tisti, ki je len, ne, ker da bo se zmeraj zna izogniti, bo delal seveda tisti, ki je najbolj priden in temu da še več dela, ne. Da je delo vedno tisto, vsi štefi vejo, da je delo tistemu, ki že ima preveč dela, ker če hoče, da bo delo narejeno, da je tistemu, ki ga ima že preveč, ker on bo naredil, ker bo delal nadure, oni drugi, ki že itak manipulirajo in se izogiba delu, ne njemu dati, ker ne bo nikoli narejeno, ne. Tale tretja točka, ugajanje, ne, je tisto najtežje, kar se zdaj seveda dogaja, ne, še enkrat, ki je vse povsod vklopljeno, želim ugajati, na način, kako jaz delam, želim biti prisoten, sprejet, ljubljen, hoten, želen, ker sem dober delavec, ker sem priljubljen, ker naredim najboljše možno, ker sem zanesljiv, ker sem vedno tam, ker name lahko vsi računajo, ker jaz ne bom nikoli zatajil, ker jaz bom vse bolniške odstranil, moja kartoteka je na pol brezmadežna, jaz ne zbolim, jaz sem tu, jaz delam, tudi če pridem z vročino, tudi če pridem s prehladom, jaz to enostavno za leka doli, leko se uredim in pridem v službo. In od tam se seveda začne tale obupna tesnobnost, ne, ki seveda potem ljudi spravi do tega, da postane izgoreli. Seveda je tudi zraven še depresija, pa ta občutek nemoči, občutek neljubljenosti, nehotenosti, neželenosti, nihče me nima rad, stran sem vršten, nihče ni z mano, itd. Torej pomeni tole telo, ki je sveto, telo, ki je instrument vseh občutij, vseh senzacij, vseh tehle impulzov, ki prihajajo iz okolja in iz nas in od ljudi, se v meni naselijo in moje telo odreagira. Kaj lahko zdaj mi tukaj naredimo, ne? Pri izgorelosti imamo mi ogromno teh molitev, ki jih ljudje sicer bolj slabo poznamo, ne? Ampak rožni venec je tle najbolj bistvena stvar. Zanimivo, da ta rožni venec tako globoko prihaja nazaj, tudi recimo pri zasvojenostih in vse posod, ker te notranje umiri, preusmeri in v tebi ustvari občutje, da si, jaz ne bom rekel ugodja, ne, ampak občutje varnosti, da si na varnem, da si ljubljen, da si hoten, da Bog lahko stopi vate. Ker deli ljudje, ki so tako izrazito perfekcionistični, oni niti Boga ne rabijo, ti ljudje so za vse sami, ti ljudje zmorejo vse sami, bodo naredili vse sami, enostavno nikogar ne potrebujejo, nekaj sami najboljše dela in to je marsikdaj tudi celo res.
Najbolje je, da se zaneseš izključno samo na se, ker tudi če kaj narobe, lahko kriviš tudi samo sebe in si ti tisti, ki si edino za vse odgovoren, torej si popolnoma sam sredi družbe, sredi delovnega področja. In zdaj ta človek je tako globoko izgorel, ne more nič, lahko samo leži, samo hodi okrog in tako na čudno medlen način celo gleda in hodi lahko vseh mogočih psihiatrov in psihologov in mu ne more pomagati, dokler se telo ne umiri. In tle ta molitev, ki spet umirja človeško telo. Se bomo kmalu prišli še do Euharistije, do Harila, ampak samo, če začnemo čisto na temle področju, da osnovne molitve, včasih kakšen sveti angel pomaga, nekaj, kar te umiri, nekaj, kar čisto, ne da bi sploh kaj mislil izgovarjaš, zato je rožni venec tako pomemben tu. Torej, če si pa sposoben kakšne druge molitve, pa je tisto najboljše, največje, da greš v cerkev in rečeš, glej, dragi Bog, samo tebi bi rad ugajal, pa ti ne znam, ne zmorem, rad bi, da bi me ljudje imeli radi in ne morem do njih, nemočen sem, vsa tesnova me tukaj razžira. Da izgovoriš vsa ta občutja, vsa ta čutenja, ki sta v nas, da jih začnemo izgovarjati. Dobro, če gremo mi še malo naprej, vidite, da hitim, kaj je zdaj s to bolečino. Rad bi vam povedal še eno stvar, ki je mogoče najbolj moderna, najbolj dejansko govori o naših telesih na najbolj krut, najbolj istočasno najbolj surov način. Bolečina opozori, da se nekaj dogaja in da se moramo mi zaščititi. Bolečina se proizvede v naših možganih. Vsi senzori so, torej vse tele koža, ki je v našem telesu, vse povsod so tele senzori za bolečino, torej so te senzacije, ki proizvede, da se je tam nekaj zgodilo, da je nekaj zvina do udarca, do nečesa, kar se je zgodilo, in možgani to, seveda, to bolečino prepoznajo in se zaščitijo. Bolečina je temelj vsake zaščite. Če nimamo mi bolečine, potem se ne moremo zaščititi. Če nas, ko se zvijemo nogo, če nas bolečina ne zagrabi, potem bomo mi hodili naprej in bomo nogo čisto deformirali. Če mi nimamo bolečine po želodcu, jemo kakšno slabo hrano in se bomo lahko čisto zastrupili in umremo, da bi sploh vedeli. Recimo pljuča ne poznajo bolečine, zato tudi pljučni rak je zelo dolgo, preden ga sploh lahko prepoznajo. So organi, ki te bolečine ne zaznavajo na ta način. Rak je recimo ena izmed teh bolezni, ki jih naš imunski sistem zelo pozno šele prepoznava, šele takrat, ko so drugi organi že napadeni. Torej, skratka, bolečina je nekaj, kar nam vedno pove, da se nekaj dogaja v našem telesu, da je treba telo zaščititi, da je telo treba zavarovati. Bolečina, recimo vročina, ki nastane v našem telesu, temperatura, ko se zviša, je takoj prvi znak, telo se bori proti nečemu. Bolečina vedno sproži tudi občutek strahu. Normalno imate tamle pod A, sproži občutek strahu, strah te postane, nekaj moram narediti, nekaj moram nehati, moram se zavarovati, moram začeti jemati tablete, moram iti zdravniku, moram ostati doma, moram iti v posle, moram dobiti določen počitek. Telo vedno, kadar je vsa stvar tako globoko razbolela, seveda telo postane zelo susceptibilno za vse mogoče viruse in bakterije in takrat pač seveda imunski sistem ni več tako močan in se tole enostavno absorbira, povzame in ljudstvo je čisto normalna stvar. To, kar podbije pa tisti, tam pa imamo mi strah v možganih, pa sproži stanje pripravljenosti, kar še okrepi bolečino. Velikokrat naši možgani pa ne zaznavajo bolečine na pravi način. Ko nas postane strah, se pojavi bolečina, razumemo, obratni sistem,
in možgani so v stanju pripravljenosti. In mi imamo recimo tam, ko sem jaz vam govoril že prej na začetku o teh travmah, ne, ki povzročijo bolečine, in te bolečine nimajo ničesar v zvezi s telesom, ampak začne telo boleti, pa ne zaradi tega, ker je tam organska poškodba, ker je to strukturna bolečina, ne, ker recimo se udarim v nogo, roko, križ, kamorkoli že, ampak strah me nastane pod stresnimi situacijami in možgani, ne vemo zakaj, ampak prevedijo ta strah v bolečino, in ker je moje, živim pod stresnimi situacijami toliko in toliko časa, me naenkrat začne boleti križ. Kaj je zdaj, zakaj mene boli križ, in jaz grem k zdravniku in tam imamo vse mogoče pregleda, me boli želodec, črevesje, vse posod dobiš BP, da ti ni ničesar s tabo narobe, bomo s tem se še vrnili. Ne? In ljudje zdaj smo zmedeni, kaj je zdaj to? Ne? Zdravniki niso ugotovili ničesar, tablete več ne primajo. Kaj se z mano dogaja? Stanje, torej ta strah v možganih sproži stanje pripravljenosti, kar pa še bolečino še ukrepi, in seveda bolj te je strah, bolj si razbolel, več strahu imaš. Ne? Torej vodiš še več strahu in si v pravem začaranem krogu, ne? Kar še dodatno bolečino povzroča, in zdaj se začnemo bati te bolečine, ker bolj se pa je bojimo, večji strah nastane. Ne? Si predstavljate človeka, ki hodi zdaj na gastroskopijo, ne, in gre tja in ga je strah in ga res vse boli, in ko pride tja in mu naredijo ta pregled in gre z tega stola in gre domov in mu ni sicer nič, ampak že po poti domov začne spet novi strah. Kaj pa če takrat, ko sem jaz odšel z tistega stola, se pa je začela neka brazgotina razširjati po mojem želodcu in bom zaradi tega zbolel in ne bom vedel, kaj se mi dogaja, in me bo bolečina presenetila prepozno. Slišite ta strah, in od tega strahu dejansko te začne boleti potem želodec in si spet v istem stanju in te spet začne boleti. Ne? Ti ljudje, da bomo res razumeli, to ni hipohondrija, kot je rečemo strokovno, ne? Torej, da si ljudje izmišljajo bolezni. Te ljudi res boli. Te ljudje so razboleli. Ta bolečina je razpredena vse posod. Ne? Ta bolečina je vse posod potem in se dejansko tudi prestavlja iz enega mesta na drugo mesto. Ne? Malo hitim odkrivanje, kako odkrivamo mi zdaj nove načine, kako pride. Prva stvar, ki je tle, je seveda biologija. Ne? Kaj pa je to biologija? Ja, pomeni, da ko pridemo mi, najprej moramo odkriti, ali je res telesno z nami nekaj narobe. Ne? Bomo kmalu začeli govoriti o molitvi. Najprej, da vidimo to, ne? Ali je tam res telo razbolelo, gremo v zdravniku, tam nam da diagnozo, nam da zdravila, nam da antibiotike, nam da nekaj, kar nam bo pomagalo, ne? Ampak zdaj tem ljudem pa po drugi strani, pod B, ničesar več ne pomaga. Ne? Zakaj jim pa ne pomaga ničesar več? Zaradi tega, ker bolečina nima ničesar v zvezi z njihovo organsko razbolelostjo, ne? Ni strukturno, kot temu rečemo, ne? Ampak je nekaj, kar je globoko psihičnega, ne? Nekaj, kar je bazirano na strahu, kar se je porodilo v strahu samem in je zdaj telo razbolelo. Ne? In zaradi tega potem seveda hodimo ljudje od zdravnika do zdravnika po nove in nove diagnoze in skušamo odkriti, kaj bi se res moralo zgoditi, kaj je zdaj res v mojem telesu, in dobivamo nove in nove diagnoze. Ne? Tole, kar vam zdaj govorim, ne, je zelo nova znanost, ki jo rečemo nevroplastična bolečina, ki pa jo vsi mi zelo poznamo, ne, pravijo zdravniki, da tam je vsaj 20-30% ljudi pri tehle družinski zdravniki prepoznavajo v njih tole nevroplastično bolečino, pomeni ne, da ljudem nič ni, ne, ampak da je njihova bolečina dejansko osnovana v strahu, ne pa v strukturni razbolelosti. Ne. Še enkrat, kot je strah
možgani prevedejo to v bolečino in ta strah se potem seveda v bolečini še poveča, ker se zaradi tega, ker se nazaj poveča, se ta začarani krog samo obnavlja in ponavlja, ne. Tam, kjer za bolečino ni pravega vzroka, ker je vse BP, vendar telo pa celotno boli. Kaj lahko mi zdaj tukaj naredimo, ne? Mi imamo polno tehle največ je razbolelega telesa, telo najbolj razbolelo najdemo ravno v križu in v hrbtenici, tele medpretenčne diske, ne, ljudje potem operirajo, ne, in ko pridejo z operacije, so še slabši, kot so bili prej. Zakaj pa to? Zaradi tega, ker prej jih tam ni bolelo, jih je bolelo, ampak bolečina ni bila strukturna, ni bila narejena zaradi tega, ker je poškodovano medhrbtenični disk, ampak je bil tam strah. Zdaj pa to operirajo, seveda ustvarijo bolečino tam in so zaradi tega ti ljudje še na veliko slabšem, ne. Bolečina se pojavlja v stresnem stanju in obdobju. Zdaj, kaj moramo mi vedeti? Da bolečina nima pravega vzroka. Drugič, da se ta bolečina, kako detektiramo, da se bolečina pojavlja večinoma v stresnem stanju in stresnih obdobjih, ko stresa ni več, bolečine ni več, ne. Nimamo tega ogromno. In ljudje so tukaj zmedeni, ker ne vejo, včeraj me je bolelo, danes me ne boli, jutri sem pod stresom, kaj se z mano dogaja, ne? In hodijo lahko tukaj od zdravnika do zdravnika, ne? Vemo pa, da je to čista nevroplastična bolečina, da ni strukturna bolečina, če strokovno temu tako rečemo, ne, torej ni organska poškodba, ampak je strah, ki je povzročil to bolečino, in če se pojavlja samo stresno stanje in obdobje, potem vemo, da to ni bolečina, ki bi bila rezultat neke določene poškodbe. Simptomi se pojavljajo v več delih telesa in celo krožijo. Te ljudi bolijo od ledvic do želodca, do črevesja, do hrbtenice, do prsnega koša. Ogromnokrat imajo občutek, da ne morejo dihati in srce je velikokrat tudi tukaj na res takem izrazitem prepihu, ne. Ti ljudje hodijo k kardiologom, velikokrat grejo na EKG, ne, ker so prepričani, da imajo oni torej predinfarktno stanje, EKG jim pokaže BP, ne, brez posebnosti, ne, kot temu rečemo. In istočasno jih vse boli in so res dejansko pred temi, ko grejo domov, so že zdravi, naslednji dan jih boli nekaj drugega, ne. In to stanje bolečine se spreminja, je večje, je manjše, se zaokroži, je včasih, da se ti ljudje zbolijo brez bolečin, se ni čudno, čakaj, kaj je danes z mano narobe, da me ničesar ne boli, ne. Da se bomo, predno gremo mi k temu najbolj bistvenemu delu, kaj lahko tukaj vse naredimo, ne, da vemo, so nevrološke bolezni, skleroza multiplex, Parkinsonova bolezen, vse tele nevrobiološke bolezni, ne, ki dejansko so kronične, ne, seveda se pojavljajo tudi na najrazličnejše načine, to niso nevroplastične, se pa da tudi tam marsikaj pomagati, če seveda človek z dobro voljo, molitvijo in optimizmom gre v življenju nasproti, ne pa vse tele bolezni na isti način, ne. Če potujemo mi proti zdravljenju, kar bi rad ultimativno povedal, ne. Prva in najpomembnejša stvar pri vseh teh telesnih senzacijah, pri vseh telesnih bolečinah, pri vsem, kar mi doživljamo, je doseči varen prostor, kako ga dosežemo preko molitve. Da greš v neko stanje, v neko sobo, v cerkev, v kapelo, kjer se lahko usedeš in kjer veš, da je varen prostor zate, ne. Ne pomeni, da je tam ni nevarnosti, da ti ne bo nihče ničesar naredil, ne v takem smislu, ampak da se ti v sebi počutiš varnega, da v sebi počutiš se, da si na nekem mestu, kjer lahko dejansko imaš mir, se notranje umiriš, to lahko tudi v svoji sobi narediš, lahko narediš tudi v naravi, kjerkoli že to se zgodi, kjerkoli si že najdeš ta varen prostor, kjer se ne počutiš ogroženega, da ne bo nihče tja prišel, da ne bo nihče tam naredil kaj slabega. To je zunanja stvar. V bistvu pa moraš v sebi narediti najprej varen prostor in si povedati, ta bolečina, ki jo jaz čutim,
je varna, je boleča, ne da ni nič, upam, da me razumete, ne da ni nič, ampak dragi Bog, a lahko ti to bolečina me rešiš tega strahu, je povzročena od strahu. In da potem gremo to, kar bi vam jaz rad ultimativno danes povedal, tole piše tle somatsko spremljanje ali čuječnost. To je cela nova znanost, ki govori, da se dobesedno skoncentriraš na, sem vam že malo omenil, recimo na srce. Da daš roko na srce, če lahko zdaj date roko na srce, če vam zelo razbija, ne? In imaš roko na srce in skušaš samo čutiti ta utrip srca in izročati. Reče, da je to moje srce, dragi Bog, ne? To moje srce, ki je tako nemirno, ki ne zmore vse umiriti, ki ima polno nemira in razočaran v sebi, ki je žalostno, ki ne zmore pokazati nobenega veselja več, ki ni ljubljeno, ki ni hoteno, ki se počuti, da ni želeno. To te molitve. Če te vi to molili, podržali roko na srce, se začnete umirjati. To je to Božje. Zakaj vam jaz to govorim? Ker telo, mi smo ustvarjeni po podobi Boga. Kristus je imel to podobo, to telo, ki ga imamo mi. In on je ozdravljal in vsakega se je dotaknil. In vsakemu on ni ozdravljal nikoli nadalje, če se spomnite. Vsakemu je prišel in se je dotaknil se je teh ljudi, ki jih je ozdravljal. Ne? Mi da spremljamo to telo in da ne rečemo nič ti ni. Ne, telo boli, je razbolelo, moje srce je razbolelo, ali želodec ima polno tehle, je pekoča bolečina, notranjem je topa bolečina, se samo razširja, ampak je to samo strah. Je strah, ki me skuša, ki ga lahko izmolim, je strah, ki me mnogo dobro, je strah, ki lahko naredi in sebi nekaj novega. Recimo, telesne senzacije, kakšne travme, zlobe, ki se naselijo potem v telo. Recimo strah pred višnjo, ali pa mogoče najbolj takšen strah, ki ga vsi dobro poznamo, strah pred vožnjo, strah pred avtocesto, strah pred tunelom. Mi vemo, da naše telo nima nobenega razloga, zakaj bi se telo v enem tunelu enostavno skrčilo, enostavno doživelo panični napad, ne? To je tisto najbolj grozno. Enostavno vemo, da tunel nima te moči. Ampak da smo nekoč nekje bili v nekem takem svetu, ne utesnjenem, da nekdo nas porinil v kot in tam maltretiral, zlorabo, karkoli naredil z nami in zdaj si je telo, mi smo že pozabili, da se je to dogajalo, naše telo si pa je to zapomnilo in v vsakem novem prevozu skozi tunel imamo občutek utesnjenosti, paničnega napada, da nam gre na bruhanje, da nam srce začne močneje biti in da nam srce, torej da nam bo skočilo ven iz nas, da bomo doživeli park, oziroma nam bo celo, da se nam bo zmešalo, da se bo nekaj gromi. To se tam dogaja. In kaj lahko vemo, da je to ta bolečina, ki se pojavi tukaj v telesu, izraz strahu, da ta tunel nima nobene s tem, da nobena bolezen siceršnja nas ni napadla, nobeni bacili, bakterije, karkoli, ki bi povzročili to bolečino v našem telesu, torej v našem želodcu. Nihče nas ni udaril, ampak da je to nekaj, kar se je v našem telesu prebudilo, ker telo nam vedno do natančno tisto, kar se dogaja in bo hotelo imeti zdravljenje. Ne? Naslednja stvar, tle piše pošiljanje pozitivnih sporočil. To ne, da rečemo, to je vse brez veze, samo dogaja se ti, vse bo mimo, vse bo šlo. Ne, da si poveš, bolečina ni nevarna, samo nekaj se je zgodilo, nekaj se prebuja v mojem telesu. V mojem telesu se je prebudila ena stara rana, ki je niti ne poznam. In če lahko zdaj to staro rano, to staro doživetje, ki se je prebudila v nas in je na telesni način sedaj odreagirala in pokazala, demonstrirala, manifestirala v našem svetu, da zmoremo to tudi izročati. Da začnemo moliti na ta način. Ne?
da predno prideš pred tak tunel, predno greš na vožnjo, da se usedeš v avto, da zmoriš en rožni ven, da se resnično v polnosti umiriš. Da v polnosti se vedno seveda ne bo to šlo kar z eno molitvijo, da bo treba to prakticirati in bo treba iti naprej. Ampak telo bo to začelo počasi sprejemati, pozitivna sporočila o Božji naklonjenosti, o Božji ljubezni, da smo res v Božjem objemu, naklonjenosti o Božji ljubezni, da smo res v Božjem objemu. Jaz nič ne slišim. Jaz tudi ne. Zdaj slišite, Ja, zdaj pa že. zdaj pa slišite, nekaj se je zgodilo tam. Ne? Ja, Ok, Zdaj, zdravilne izkušnje, kaj pomeni zdravilne izkušnje? Romanja, molitve, adoracija, sveta maša. To je tisto, kar vam bi rad ultimativno danes še povedal. Ljudje vse mogoče moramo, ampak najmočnejši del našega krščanstva, naše vere je pa, da greš vedno k obhajilu in tam, ko Jezusa sprejmeš v svoje srce. Ko Jezus vstopi v tvoje telo, to je tisto najmočnejše zdravilno. Vse te nevroplastične bolečine, ki jih takrat izročaš Jezusu, da naj on tle vstopi v tvoj svet in naj ti on takrat res naredi novo izkustvo, da sprejmeš svoje telo. Ker to je najtežje, takrat mi svoje telo začnemo sovražiti, ne ljubimo ga, mečemo stran, rečemo, da se telo izdalo, telo bi moralo vibrirati in biti funkcionalno vse skozi, in da enostavno nas telo izda, zataji, ne deluje na način, da bi mi se počutili varno in zavarovano in enostavno odide. In lahko to telo dobimo spet nazaj. Telo takrat lebdi, ko smo recimo v kakšni travmi. Telo zalebdi, kadar pademo mi v kakšne take bolečine. A lahko to telo dobimo spet nazaj. A lahko to telo spet v Jezusovem imenu, ko ga sprejmemo, ga prosimo, a lahko ti očistiš moje telo. Lahko izčistiš vse tisto, kar si v meni naložilo. A lahko ti, ki si vstopil v moje telo, bo Bog sam, začneš en proces v mojem telesu, da bom jaz očiščen, da lahko začnem spet ljubiti, da bom spet lahko sam sebe sprejel in da bom lahko hoten in želen in da lahko grem v svet, v katerem želim biti ljubljen in v katerem jaz želim ljubiti. To evharistično, mogoče bomo kdaj naredili kakšno predavanje iz tega, mi to evharistijo kristjani absolutno ne poznamo zadosti. Če vi ljudje sprašujete, zakaj gre k maši, jaz mislim, da vam nihče ne bo povedal, ali pa redko kdo, da gre k maši, zato ker Bog prihaja na oltar. Pa reče ljudje to, Ampak dejansko je to. Jaz ne bi nikoli bil duhovnik, če meni dokaže nekdo, da Bog ne prihaja na oltar, Bog ne vstopa v naš pri maši, potem je vse katerokoli duhovništvo. Je to ena krasna literarna zvrst, en krasen literarni večer, ki ga imamo lahko študenti, ali Bog vstopi v ta svet. In ta nam da izkustva in tega lahko mi prosimo, da nam ustvari prostor v nas, da bomo lahko začeli življenje drugače, da lahko vse te bolečine in strahove, ki se v nas nenehno zabodujejo, da te bolečine začnejo zares izgubljati na svoji moči. Dobro, to sem vam jaz želel nocoj povedati, meni je zelo žal, da nisem z vami, kar bi bilo še verjetno veliko lepše, če bi bil, bom kdaj drugič, ampak nocoj imam, jaz se
druge take obveznosti še ne, tako da bom pa še skušal, kdaj tole vam mogoče na večplasten način razložiti, ne, tako da vas lepo pozdravljam in blagoslavljam.